Živjo, lepo pozdravljeni v novi oddaji. Danes je prav posebni dan, namreč je sobota, 22. april, Svetovni dan Zemlje. Danes ima turistično društvo prav posebno akcijo. Kaj več o njej bo povedal predsednik turističnega društva Komenda Vid Koritnik. Ja, člani turističnega društva že dalj časa se odločajo, da naredili eno čistilno akcijo. Zdaj sem pač predsednik, sem mogel jaz prevzeti vodenje te akcije. Probali smo zanimirati čim več ljudi, da bi prišlo, da bi se očistila naša Komenda, čeprav jih ni grda, ampak so pa te razne poti, razne točke, ki ljudje še zmeri, jaz upam, da ne Komenčani, ampak odvažajo smeti. Upam, da s tem, ki so se in se bodo udeležili akcije, bodo videli, da je bolj, da ne odlagajo smeti vse posod, pa mogoče naslednje let ne bo potrebno, čeprav dvomam v to, bo treba še par let, da bo prišlo v zavest ljudi, da ne bo odprl oken vrhov smeti, da ne bo doma v šajtrho smeti, pa jih pelal, da rečemo, za Tunco, za Pšato, za Kneš. Ne vem, no. Treba je v zavest ljudi priti, da to pa verjetno rabimo eno generacijo, karkoli. Pa ste letos v bistvu, ne letos, ampak nasplošno vsako leto organizirate na ta dan čistilno akcijo? Ne, bila pa že ene parkrat, mislim pa, da v toliko širokem še enkoli, da je bolj v ožjem delu bila. Ja, kot sem že slišala od ostalih tu občanov, ste se zelo potrudili, informiranost je bila res na nivoju. Pohvalili so tudi to, da ste jih podprli s hrano in pijačo. Zanima me, na katerih lokacijah pa bojo potekale te čistilne akcije? Da začnem iz Kamniške strani na križu pred gasilnim domom, potem v Mostah pred gasilnim domom, v Suhadolah pred cerkvijo, Komenda tukaj pred športno dvorano, potem Planinski dom in Lovska koča. Jaz računam, da se bo udeležil akcije okrog 80 ljudi, bomo pa na koncu videli, kako bo. Po zaključku akcije imamo tukaj v 12. da rečem zbor, pa malce za vse sodelujoče, tako da je mehen, da rečemo, simbolične nagrade. No, tlele zraven mene stojijo učenci osnovne šole Komenda. Kako to, da ste prišli sploh na čistilno akcijo? Boš ti mi kaj več povedal? Ja, da bi kaj več naredili za naše okolje, da bi poskrbeli, da bi bilo zdaj bolj čisto, pa da bi pač očistili našo zemljo. Ja, ne vem, malo je tudi tati doma povedal, da je dobil sporočil, da je to, pa so se odločila, pa smo šla sem. Ja, ker treba skrbeti malo za okolje, škoda je samo, da so zmeri eni in isti, ki se takih akcijah udeležujejo. Mi smo zdaj tukaj z gasilcem, malo da malo pomagamo tudi pri tem vsem in upamo, da lepše okolje. Kdo vas je pa obvestil, da je danes čistilna akcija? Gasilsko društvo je vabilo dobil turistične društva, drugače pa v Aplenci, otroci prinesli listke iz šole, tako da obveščenje je bilo kar dosti dobro, pa dosti zgodaj. Zanima me, kako to, da ste se odločili, da ste prišli danes na čistilno akcijo? Danes je dan Zemlje in turistično društvo organizira čistilno akcijo, da polepša zunanjo podobo Komende. Mislim, da je dolžnost vsakega Komenčana, da nekaj stori za svoj kraj. No, zdaj bo kaj več poprašala še trenerja košarkarskega kluba Komenda. Brane, živjo! Kot sem zvedela, si otroke, svoje varovance povabil k čistilni akciji. Kako to, da si se sploh odločil za to potezo? Ja, praktično pri nas je tako, da nas tudi občina Komenda sponzorira in da pač imamo neke
pač do njih neke stvari, ki jih pač moramo pač tudi izpolniti. To je pač ta stvar, da se udeležimo teh akcij in da pač pomagamo, da se pač občina Komenda malo lepša in da pač tudi kot druge ekipe pridejo, da vidijo, da so prišli v lepo občino in da s tem sodelujemo v tej akciji. Kako so se pa odzvali otroci na vašo pobudo? Ja, stvar je v tem, da imamo pač večja skupina ni mogla, ker imajo šolo, ker se pač ne demonstrujejo. Mlajša skupina je pa v celoti prišla na to in so se vsi udeležili. Tako da moram reči, da so se pač vsi prišli do tega, kar smo pač hoteli. Iz kulturnega društva Komenda ste se tudi udeležili današnje akcije. Kako to? No, jaz pravzaprav, tukaj je vodja kulturnega društva, jaz sem se ekipi pridružil, pravzaprav zato, ker bomo ta moj del iz Gmajnice proti Podvorštu obdelali. Tako da akcije smo se pa udeležili, ker mislimo, da je to pravilno. Komenda je že tako ena najlepših, najčistejših občin in bomo tukaj sam še pomagali zraven. Kaj pa danes pričakujete? Danes pričakujem en pravzaprav lep dan, pa upam, da bo čim manj smeti. To ne pomeni, da bomo čim manj delali, ampak pričakujem, da je občina že precej lepa, tako da to je to. Jure, živja. Si iz gasilskega društva Moste. Danes poteka čistilna akcija. Kako to, da si se sploh odločil in prišel? Ja, nekako čas imam, pa za dobro vasi, skupnosti, pa ni problem par uric malo prispevati za čistejše okolje. Pa ti ni bilo težko zjutraj vstati? Kje pa. Kdo vas je pa sploh obvestil o današnji akciji? Poveljnik gasilskega društva. Vsak je nas je skupaj zbral. Pa je veliko smeti v Pšati? Ja, razne stvari se najdejo, tudi akumulator svinčeno tu, vrnaka, pa najbolj pogosti pločevinke, cigaretni ogorki, škatlice od cigaret, vse sorte. Pa pričakuješ, da boste našli tudi kakšne zelo nenavadne stvari? Ja, ne vem, ta akumulator je bil že kar dosti nenavaden za obrežje Pšate, tako da težko, če nas lahko še kaj drugega preseneti. Pa si se odločil prvič, pa prišel na čistilno akcijo? Ja, prvič sem. Jure, pet greva naprej, še koga našla. Tu v zadnji vidim, da je že kar veselo in pestro. Z mano mislim, da je gasilec Tomaž. Tomaž, živja. Živja. Ti si tudi iz gasilskega društva Moste. Kako pa to, da si se ti odločil in prišel na današnjo akcijo? Ja, kva pa jaz vem. Tudi malo zaradi združenja, pa da malo pospravimo tole, kakor vidite, ljudje mečejo vse živo vodo in nas gledam kamer, ne. Kaj je bila pa tista nenavadnejša stvar, ki si jo najdel v Pšati? Ja, zaenkrat tole, kar imamo tla, tela žaluzije, to mislim, da lih ne spada od tale gume, tudi ne. Pol, nič takega, no, posebnega, še zaenkrat, no, bomo pa še videli, kva bo. Dokdaj pa tukaj pospravljaš oziroma delaš, čistiš, kakorkoli že? Ja, tam nekje pravi do 12. Potem se pa udeležiš tiste slovesnosti v Komendi? Ja, verjetno. Oh yeah, yeah, looking good, looking good. Oh yeah, 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 yeah. Ooh yeah, yeah, yeah.
Oh yeah. Kako to, da ste se odločili za današnjo akcijo? Ja, dobili smo vabilo in odločil sem se, da grem zaradi tega, ker hočem, da je moj kraj čistejši, kot pa je. Pa ste pripeljali s sabo družino ali ste sam? Sam. Pa lahko malo pokukava v vrečko, kaj vse ste že našli? Stiropor, plastiko, škatlice od cigaret, ovitke od raznih čokolad in bombončkov in tako naprej. Pa bi za naše gledalce dali kakšen svet oziroma jih pograjali, da naj ne mečajo teh papirčkov, karkoli že? Ja, predvsem ne mečite odpadkov v pšato, ker tam jih je najtežje očistiti. Drugače pa se mi zdi, da je kultura pri nas kar na dokaj visokem nivoju glede odpadkov, precej višji nivo, kot pa je bilo to pred recimo 20 leti. Se pravi, Suhadole in okolica niso neki posebej zanemarjeni, onesnaženi? Niso, so kar čisti. Hvala. Živijo, kako pa to, da si se ti odločil, da si prišel na čistilno akcijo? Ja, pač v šoli smo dobili vabila, potem sem pa še doma videl to vabilo, da je v Suhadolah tudi pred cerkvijo zbor, pa sem pa prišel. Kaj so pa doma rekli, so bili navdušeni, ko si jim povedal, da boš čistil svojo okolico? Ne, niti ne. Niti ne? Vsi so bili malo bolj. Morali bi biti ponosni, da imajo takega sina. Lahko tudi pri tebi malo pokukam v vrečko, kaj si ti kaj našel? Od pločevink, piva, cigaretnih škatlic. Kako pa to, da si se ti odločila, da si prišla na današnjo čistilno akcijo? Zato, ker mami mi dovolila, pa tudi sama sem hotela, mama je pa rekla, da raj ne, ko jo sami fanti. Je pa sam moj bratec, pa jaz sva hotela iti. Pa sem pa jaz mama skozi rekla, da naj grem. Pa bi pa dovolila, da ne grem. Pa si tako navdušena, da tu pobiraš smeti v svoji okolici? Ja. Pa se boš v prihodnje še udeležila takih akcij? Ja, če bo. Živijo, lahko sem malo zmoten za sekundo. Danes je svetovni dan zemlje, mogoče ste kaj obveščeni o tem? Ja, vem. Pa v Komendi oziroma Komenski občini poteka čistilna akcija, se boste mogoče udeležili? Ne. Se vam ne zdi primerno, da je občina čista in urejena? Seveda je primerno. Je dosti mlajših za čiščenje, naj se navadijo. Jaz imam druge obveznosti kljub 76. letu. Ok, hvala. Jure, mislim, da najbolj, da še tukaj le malo akcijo posnameva, kako pridno občani pobirajo smeti. Zvesto jih spremlja tudi kuža Ron. Mislim, da sem si prav zapomnila. Evo. Se bo treba tam reči zdati. Cela, na kateri se nahajamo, je cerkvena last. A res? Vsi vodijo kontinerijo tam gor. Kako pa veš, da je cerkvena last? To mi je stara mama vedno povedala. Ker naša je pa tle čez vodo. Erika, živijo. Kako to, da si se odločila pa prišla na čistilno akcijo? Zato, ker se mi zdi, da je vreden potruditi se za domač kraj, da ga malo uredimo.
tako da odpadkov je zmeraj dosti, čeprav smo ugotovili, da zdaj izgleda, da je mladina bolj osveščena o tem in ni več toliko teh papirčkov, teh smeti za cesto, kakor jih je bilo včasih. Ampak ugotavljamo, da pa zgleda, da pa odrasli pripeljajo vse mogoče sem noter v gozd. Potem sklepam, da se niste prvič udeležili čistilne akcije. Ne, prvič ne, ampak zdaj včasih ni časa, danes sem si pa kar rezervirala v ta namen. Kako da svojih najmlajših niste povabili s sabo? Ker jih ni doma, vsaka po svoje zasedena. Kaj ste pa kaj nenavadnega našli? Ne, zaenkrat še ni bilo opaziti, da bi bilo kaj posebnega, ampak se mi zdi, da polovinila je pa res več, kot sem pričakovala. Pa se vam zdi, da je turistično društvo Komenda dobro informiralo o današnji akciji? Ja, se mi zdi, da v redu, saj nekako medsebojno obveščanje, pa letaki so bili po vseh domovih odloženi, tako da se mi zdi, da kaj več. In še po radiju je bilo objavljeno. No. Kaj pa vreče, rokavice, vidim, da imate, to je priskrbelo turistično društvo? Se mi zdi, da ja, in nekako je bilo vsakemu predstavnikom dano po vaseh. Tako da naš gospod France Pibernik je razdelil nam rokavice, vreče in še neke osvežilne zadeve ima v avtu. Super. Jaz bom tele še v eno vrečko Jure pokukala. Vidim, da je gospod jo že kar pridno napolnil. Bova malo pokukala notri? Seveda. Kaj vse ste našli? V glavnem je polivinil, pa stare piksne od piva, pa tašne stvari. Vse, ki dosti ni. Se pravi, Jure, vsem tistim, ki odmetavajo razne cigaretne škatlice, potem pločevinke od piva, jih bova kar malo požugala in jih okarala, ne? Aha, tlele greste pa dve športnici, jih bova povprašala, če veste, kateri svetovni dan je danes? Zemlje mogoče. Točno to. Pa mogoče veste, da danes poteka čistilna akcija v Komendi? Vem. Pa se jo niste udeležili? Kako pa to, da ne? Ne vem. Mogoče zlatnobe, da vem. Kaj pa otroci vaši? Ne. Je pa ena delovni akcija, ki jo imajo ribiči, tako da tle pa nobeden. Pravi, da ste se šli samo rekreirati. Lep dan želim, živel. Mi da se nahajava tu na križu, natančneje na cesti proti Podgorju. Tu z mano sta pa že dva občana, ki tudi pridno pobirata smeti. Živjo, kako to, da ste se danes odločila, da sta prišla na čistilno akcijo? Ja, rada imamo čisto okolje, ne? Pa je to prispevalo kaj današnji dan, svetovni dan zemlje? Ja, mislim, da ne, mi dva sva zmeraj za čisto. In tudi, ko se sprehajava, pa vidimo to, najraje bi kar z vrečo hodila okrog, pa pobirala tole. Kaj pa nisva nič premišljevala, sva pa šla. Dan zemlje, ampak redno skrbimo za čistočo našega okolja. Kaj pa vaši otroci, kje sta njih pustila? Ja, Tamarmu sem rekla, bo prišel še zdajle, iz Kranja je šel s kolesom, ampak ta velika pa žal ni doma, pa Kanadi, tako da ni mogoče. Pa še malo pogledali v vrečko, kaj vse sta našla? Ja,
Od ola gumpa do superge, betona, cigaretnih teleh škatelc, pa od piva je največ. Veliko plastike, ja, pa prav. Pločevink. Ja, pločevink. Prav tudi. V glavnem vse sorte, no. Česa nenavadnega niste našla? Nenavadne bi bile lahko recimo igle, a ne? Ampak nažalost danes to ni več nenavadno. Vemo, kje je igle, a ne? Jurek, mislim, da najbolje, da se odpravim naprej, pa še koga kaj povprašava. Vid, stojiva tu blizu jame Publikus, pa če se ozremo malo okoli, je v bistvu tu največje odlagališče smeti. Ja, to je ena večjih črnih točk v Komjanski občini. Tukaj za cesto nekje je še, da rečemo, 50 metrov pasu, ki je v lasti občine Komenda. Problem teh smeti je pa to, da v jamo naj bi vozili samo občani Komende in Kamnika in še to, ne vem, če je čist preverjena informacija, ampak tisti, ki imajo zadeve plačane, pa da tako rečemo, vozijo pa tukaj ljudje iz drugih občin, ko pripeljejo v jamo, mislijo odložiti zadeve, jih ne spustijo noter, ker niso z občine Komenda in Kamnika, in potem je najbližja stvar 50 metrov ven za cesto. Nekateri so koražni, takoj za cesto vržejo, nekateri peljejo bolj noter, tako da je tle, da rečemo, materijala za eno celodnevno čiščenje in bomo kot turistično društvo še enkrat organizirali in počistili to, da rečemo, črno odlagališče. Upam, da tudi v sodelovanju z občino, in treba bo doseči neki dogovor, da rečem, z obema občinama in z Publikusom, da se to lahko, da rečemo, odlagajo tudi občani iz drugih občin, seveda proti plačilu, naj bo za njih dražja storitev, ampak boljš kot pa, da pucamo za njimi to, da rečemo, lepoto. Odlaganje odpadkov je strogo prepovedano in je kaznivo dejanje. Kakšna je globa? To vam zdaj ne znal odgovoriti, ampak verjetno preniska. Ali pa, če že ni preniska, je pa problem v tem, da se ne izvaja. Ste omenili, da se ne izvaja, pa ste razmišljali o tem, da bi mogoče poskrbeli na teh črnih točkah, da bi se izvajal strožji nadzor? Ja, zaenkrat še ne, je pa v dogovoru, da se ustanovil se je občinski inšpektorat in računamo s tem, ko bomo imeli, da rečemo, tudi mi občasno svojega inšpektorja v narekovaju, da bo tudi te stvari malo bolj preganjal kot je zdaj. You don't think I'm being unreasonable, do you, Alan? No, not at all, not at all. I know we're all busy, it's the same for everyone. But, you know, if we don't get this development file finished by the end of the week, then we'll never get it done. So I think if everybody pulls together and works a bit of overtime, then we'll all benefit in the long run, don't you agree? Yes. Are you listening to me, Alan? Oh, cutty bastard! So, as I was saying, you don't mind looking at me. Nahajava se pred lovsko kočo na Križu. Danes je čistilna akcija, boste kaj več povedali o njej? Ja, čistilna akcija je v okviru turističnega društva, in smeti je ogromno v okolici. Mi lovci vemo za smeti, ogromno jih je v naravi, na kar se tudi mladina zbira tu okoli lovskega koče in pušča ogromno smeti, ker odvoz smeti ni urejen tu pri koči. Drugače pa premalo ljudi se je odzvalo na to čistilno akcijo. Prej v pogovoru ste mi dejali, da imate lovci svojo čistilno akcijo. Ja, mi lovci imamo 4., 5. čistilno akcijo vsakoletno, vsak let, in to je pa, vsi lovci se odzovemo na to akcijo.
Kaj naprimer najdete, kakšno nenavadna stvar, ki jo bi izpostavili? Ja, v gozdu najdeš od avtomobilov do naprimer cevi električnih, vse, vso svinarijo pripeljajo not v gozd. Mi, ki se pa po gozdu gibljamo, pa še toliko več opazimo, ker drug to ne opazijo, to, ker se sam bolj po planinskih poteh gibljajo, pa drugih poteh sprehajalnih. Pa se vam zdi v redu, da je turistično društvo danes organiziralo na Dan zemlje? Ja, seveda je, to je edino spodbuda za turistično društvo in tudi več občanov vseh društev in vseh bi to se moglo odzvati na to čistilno akcijo. Mislim, da je najbolje, da se zdaj podava na tisto še ta zadnjo črno točko, ki jo je omenil že Vido, to je v Komendo. New Dentyne Frostbites. Vid, nahajava se v Komendi na tej črni točki, kot ste jo že sami omenili. Ja, tukaj stojimo v neposredni bližini občine, bi rekel 20 metrov od občine, zraven cvetličarne Korošec. Tukaj je privatno zemljišče sicer, ampak da rečem, bili smo opozorjeni od skavtov, od mladine, da se tukaj dogajajo razne stvari in da je zbirališče tukaj zvečer, ko odhajajo ljudje ali mladina iz Bobija in tudi med tem časom, ko so v Bobiju, pač grejo ven in tukaj se pijejo, da ne rečem, da še kakšne druge bolj grozne stvari nisem videl, ne morem reči, ne morem trditi, no bom tako rekel, čeprav najdel se je pa tukaj vse sorte. In mislim, da je tukaj treba apelirati na občino, da apelira na lastnika te stavbe, ki se bo verjetno tudi sama hmal podrla in bi bilo vse, če se zadeva pomaga porušiti. Pospeši. Druga stvar pa je, apeliram tukaj na lastnika Bobija. On vedno, ko so kakšni problemi, trdi, da ima varnostnike v lokalu, da ima varnostnike pred lokalom, ampak to je vse res. Ko pride policija, mislim, bom povedal tako naprej z varnostniki. Varnostniki so tam, ker so pa varnostniki tam, pa gre mladina, da rečemo 20 metrov stran. So v bistvu še blizu Bobby bara? Praktično gledajo hrbet varnostnika, mogoče tudi v lice, ker varnostnik pač zamiži, ker to ni, on ni pristojen za to čuvanje, ker mu lastnik Bobby bara ni to naročil. In mislim, da bi tle mogel lastnik Bobby bara poskrbeti tudi za širšo okolico, ne samo za, da rečemo, 20 metrov ali pa 10 metrov od njegovega lokala, potem pa mene več ne briga in potem je na hipodromu posod. Če je en tak lokal, da rečemo zbirališče mladine v Komendi, mislim, da je treba poskrbeti za širšo okolico, 200-300 metrov. To je ena od teh stvari. Druga stvar, ki pa je, bi pa apeliral tudi na našo lepo policijo, ki zna postaviti radar, ki zna, da rečemo, če eden popije pivo, pa gre domov, mu zna vzeti vozniško dovoljenje, ko pa ve, kje se mladina zbira, pa spet pride pred Bobby bar, popiše tiste 2-3, če sta slučajno tam, če kakšen problem delata, ali zapiše 5 ljudi za to, da ne rečem grdo, da ima sebe pokritega, da je naredil, ampak vejo pa tudi oni, da je tukaj zbirališče, pa ne. Ukrepajo, ne? Pa ne ukrepajo tako, kot bi morala. Verjetno ta izjava, ko bo prišla na televizijo, za mene ne bo lih dobrodošla, ker potem bojo pač iskali tistega, ki se jih upa pokritizirati, ampak prevzamem odgovornost na svoje. Če bom izgubil izpit, mi boste pa pač še enkrat posneli, da bom povedal, da je tisto, kar sem izjavil, čista resnica. Hvala. Koliko časa že tlele pospravljate? Ne vem, kakšne 2 urce, slabe 2 urce. Pa v bistvu je še kar veliko, ne, za ponarditi. Ja, veliko, tam imamo še leze za kurt odnesti stran, ne. Zdaj bo Viličar narožil eno staro prikolico, ki ima šotor. Pa tiste kontejner, ki ga ne moramo na roke dati, ne. Kar no. Kaj
če pogledava po prikolici, mogoče mi boš ti kaj več povedal, kaj vse tlele gor je za najdeti? Vse sorte. Star železje, plastika, kolesa, kavči, vse. Vse za dom. Kako pa to, da si se ti odločil pa prišel danes na akcijo čistilna? Danes je dan zemlje, ne? 22. in skavti imamo tudi ponavadi navado, da kaj sodelujemo. Drugače tudi v Ljubljani, v Višnji gori poteka tudi ena skavtska zadeva, ne? Ampak smo se malo razdelili, malo v komendo, malo pa tja. Se pravi, nisi osamljen skav danes, ok? 4, ne, 1, 2, 5. 15 je, ja. Arnold, mi boš še ti danes kaj več povedal o današnji čistilni akciji, kako ti gledaš na njo? Meni se kar v redu zdi, da se enkrat spravimo malo pospravljati. V bistvu sploh videl sem doskrat, ko grem kle mim, da je dosti razmetan pa te tako, ne, nasplošno. Ampak danes sem pa šele orank videl, koliko je zares, ne, razmetan kle noter, ko greš, pa pol pospravljaš že par ur, pa kar še zmer noter material, še zmer več smeti, tako. Res je orank razmetan, tako da se mi zdi kar v redu, no, da se organizira to, ker treba ena organizacija tudi, seveda, ne, da se skupaj spravi folk. Kot si že omenil, tu mimo samo hodiš, me zanima, tu se zbirajo tvoji vrstniki, tudi moji, lahko rečem. Kako gledaš na njih, ko se tu zbirajo? V bistvu ne vem točno, koliko se zbirajo. Včasih vidim kakšnega, sam ne vem, kdo so, pa tudi ne vem, kva delajo. Tudi če Jure malo te pobliže pokaže oziroma podrobneje, nisi glih najbolj čist, ne? Se pravi, tu delaš v umazaniji, se ti kaj gravža, vidim, da imaš rokavice. Ja, malo paziš, ne, kako prijemaš, sam pač, ja, na nek način že, sam do določene mere pač reče se, imaš neko rokavico, pa ajde, to se vrže kar, pa je. Arnold, si našel kakšno zelo nenavadno stvar mogoče? Niti ne, no. Ni bilo nič tazga, kakšna igla ali pa kaj, da bi to se govorili. Tako, Jure, midva se tu poslavljava s to oddajo v mesecu aprilu. Vidimo se še v mesecu maju, do takrat se pa lepo imejte. Čau!